Univerzi zaradi izjave o neplačilu nadobveznih ur vred. Župani občin za zaprtimi vrati o usodi Marifarma. Gospodinje že danes pečejo, kuhajo in barvajo jajčka. Lepo pozdravljeni. Profesori 7 mariborskih fakultet, ki so v rdečih številkah, so morali dopoldneva oddati podpisane izjave, da bodo izvedli vse delovne obveznosti v okviru študijskih programov na drugi bolonjski stopnji, ne glede na višino plačila, če ne bodo študijske programe teh fakultet umaknili iz predloga razpisa za vpis v naslednjem študijskem letu. Na Filozofski fakulteti so se sicer na akademskem zboru večinsko odločili, da tega ne bodo storili, programe pa bodo tudi zaradi moralne obveze do študentov izvajali še naprej. Večina profesorjev Mariborske filozofske fakultete je na žolčni seji akademskega zbora, na kateri je bil prisoten tudi rektor univerze, kategorično zavrnila podpis spornega dokumenta, ki ga je sprejel senat univerze. Diktira nek čuden odnos delodajalca do zaposlenega, ki spominja na zelo arhaične čase, in to, da pravzaprav ne vemo, kakšne so nadaljne konsekvence te izjave. Tukaj mi pač vidimo neko stalno zvračanje krivde na fakultete, naj si pač te one same pomagajo. Zavezali so se sicer, da bodo kljub neplačilu delovne nadobveze nadaljevali z razvojem druge stopnje bolonjskega izobraževanja. Zahtevajo pa razrešitev dekana Marka Jesenška, ki je odgovoren za težak finančni položaj fakultete. Nas lahko delodajalec izsiljuje tako ali drugače, mi znotraj tega reagiramo kot zaposlene osebe. Naša relacija do študentov je pa nekaj drugega in tam bomo tisto držo, ki se od nas pričakuje, pač ohranjali. Medtem so se na fakulteti za matematiko in naravoslovje ter pedagoški fakulteti odločili za podpis izjave. Z odgovornostjo smo pristopili k temu, da zagotovimo kontinuiteto tega študijskega procesa in da študentov ne pustimo na cedilu. Mariborski rektor je sicer na akademskem zboru Filozofske fakultete slišal številne očitke, da se odgovornost za nastale zaplete prelaga na pedagoške delavce. Ali je izjava, ki so jo profesori dobili v podpis, le moralno ali tudi pravno zavezujoča, ni pojasnil. Na vprašanje ene izmed študentk, kaj naj v nastali situaciji naredijo, pa je odgovoril. Zdaj vam vsekakor svetujem, počakajte, da boste videli, kako se bodo vaši profesori odločili. Glede usode študijskih programov pa je Rebolj poudaril, da jih bodo razpisali pogojno, če bodo zagotovljena finančna državna sredstva ali če bodo pridobili zaveze, da so izvedljivi znotraj obstoječih proračunov fakultet. Na Miklavški občini so se danes sestali župani vseh 6 občin, ki bodo v kratkem postale lastnice prezadolženega farmacevtskega podjetja Marifarm. Skupaj so iskali rešitev za podjetje, a ga zaenkrat niso našli. Odslej se bodo sestajali vsak teden. Župani nasprotujejo dokapitalizaciji podjetja, zato bodo skušali poiskati strateškega partnerja. Za zidovi Miklavške občine vseh 6 županov skušalo najti rešitev za prezadolženi Marifarm, a zaenkrat neuspešno. Čeprav je vodstvo podjetja še do nedavnega upalo na okoli 4 milijone evrov visoko dokapitalizacijo, so župani to možnost zavrnili. S finančnim vložkom so skušali pri novi KBM doseči odložitev začetka odplačevanja skoraj 23 milijonov evrov visokega kredita. Prvi del glavnice bi morali poravnati že do tega ponedeljka. V tem trenutku ne kaže veliko možnosti za dokapitalizacijo. Smo se pa dogovorili, da bomo zelo intenzivno iskali tudi morebitnega strateškega partnerja. Eden od potencialnih partnerjev naj bi podjetje obiskal že prihodnji teden. Župani pa so se danes bežno seznanili tudi s trenutnim finančnim stanjem in poslovodskimi izkazi v lanskem letu, a podrobnih informacij niso želeli razkriti. Neuradno naj bi podjetje lani ustvarilo za slabe 3 milijone evrov izgube. 110 zaposlenih je šele v tem tednu vendarle prejelo februarsko plačo. Naredili bomo vse, da ohranimo delovna mesta. Ampak seveda ne moremo tega reči, da se bo to res zgodilo in da je vsaka cena, ki bi jo bilo treba plačati, za to sprejemljiva. Župani pa so danes že napovedali nekatere menjave v vrhu podjetja, a o konkretnih imenih še niso želeli govoriti. Tudi pogajanja z banko naj bi prevzela večinska lastnica podjetja Mariborska občina. Novo podjetje Tam Durabus, ki je konec lanskega leta najelo tovarno vozil Maribor, je v začetku marca začelo proizvodnjo avtobusov. Letos jih želijo izdelati okoli 50. Trenutno zaposlujejo 53 ljudi. Gre za prvo gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko, saj za Durabusom finančno stoji eden večjih kitajskih državnih koncernov.
V Dam Durabus so se vrnili nekdani zaposleni v tovarni vozil Maribor. V tej škatli v predverju podjetja še vedno zbirajo tudi nove prošnje za delo. Do konca leta nameravajo zaposliti še okoli 40 ljudi. Here in Slovenia and especially in this area, people are used to work with the hands and they have the technical know-how inside the head still. And that is nowadays in Western Europe very hard to find. Trenutno izdelujejo prvi električni avtobus. Sredi aprila ga bodo podjetju Marprom predali v testno uporabo za mestni avtobusni promet. For the first year we have a plan to produce approximately 50 buses, which are to be sold in Central Europe. When it comes to the airport buses, we will also sell them in the Middle East, North Africa, Russia. Maja bodo začeli izdelovati tudi tovornjake. Na Nizozemskem, kjer jih izdeluje partnersko podjetje, že izobražujejo prvo skupino zaposlenih iz Slovenije. Trenutna investicija vrednost strani do sedaj vloženega denarja je nekje 3,5 milijona evrov. Pričakujemo nekje dodatnih 2 milijona evrov, bomo vsekakor še potrebovali nekje za ta proizvodni ciklus. Potem pa seveda pridejo nadaljne investicije, nakup osnovnih sredstev, nakup stavbe. Trenutno so namreč objekt najeli za 1 leto, želijo ga tudi kupiti, kot najemniki pa imajo zanj predkupno pravico. Včerajšnja obsežna kriminalistična preiskava poslovanja Telekoma Slovenije med letoma 2006 in 2010 je končana. Preiskovalci bodo zdaj pregledali zaseženo dokumentacijo in nosilce elektronskih podatkov. Kot so napovedali na policiji, bodo predvidoma proti 9 osumljencem vložili kazenske ovadbe zaradi gospodarskega kriminala. Za 7 pridržanih sicer niso predlagali pripora, med njimi je tudi Bojan Dremelj, nekdanji predsednik uprave Telekoma. Poglejmo še drugo domače dogajanje. Državljanska lista je za novega ministra za infrastrukturo in prostor predlagala Samo Omerzela. Predsednico vlade Alenko Bratušek so z izbiro kandidata seznanili že včeraj. Omerzel je sicer direktor hrvaške družbe EOL Grupa. Novega kandidata so morali najti potem, ko je Igor Maher po le 5 dneh zaradi dvomov glede njegove nepremičnine na zemljišču v Seči odstopil. Nova socialna zakonodaja je posegla v načelo solidarnosti in na nekaterih segmentih znižala standard socialne države, je danes dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič. Pozval je vlado, naj gre hitro in predvsem učinkovito po poti sprememb nekaterih delov zakonodaje, da bi se te težave odpravile. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi z lanskim marcem zvišale za 2%, so izračunali na Državnem statističnem uradu. K temu so največ prispevale višje cene hrane in pijač, gostinskih storitev, tobačnih izdelkov in električne energije. Prva ocena javnofinančnega primanjkljaja lani je 1,315 milijonov evrov oziroma 3,7% bruto domačega proizvoda. Dolg države se tako povečuje. Velika noč je najstarejši in hkrati največji krščanski praznik. V tradicijo praznovanja sodi tudi priprava velikonočne košare. Družina Rebernakovih v Kočnem na Pohorju je v teh dneh še bolj povezana, saj je to tudi čas, ko v njihovi hiši diši po potici, šunki, sveže pečenem kruhu. Nekaj teh utrinkov je zabeležila tudi naša ekipa. Gospodinja Slavica je najprej pripravila krušno peč, po stari navadi je zakurila s posušeno lanskoletno butaro. In ko je ogenj v peči počasi gorel, je zamesila testo za beli kruh, pri čemer ji je pomagala hči. Pod veščimi rokami je na mizi že kmalu vzhajal kruh. Jaz za veliko noč navadno spečem dosti kruha, da malo podelim svojim prijateljem, sosedom, hčerkom. Pač tak, da te vsak ima nekaj od velike noči, da malo okusijo kruh po domači peči. Ob tem pa gospa Slavica še posebej speče kruh za svoje najmlajše. To bo pa za vnukici, da bo ta imela tudi za žegni nest, ker imata vsaka svoj cekerček, te pa dobita vsaka eno štručko kruheca, pa eno jajčko, pa eno klobaso. Svoje skrivnosti gospa Slavica rada deli tudi z drugimi gospodinjami, tudi tokrat so se ji pridružile sosede, ki so ob barvanju jajc obujale spomine. Kot otrok se spomnim, da nam je mama spekla vedno take male štručke, barvali smo jajčka, takrat še ni bilo to teh naravnih, smo bolj barvali. Mi smo se danes odločili, pa že kar nekaj časa, bolj za čisto naravne materijale, ki jih v bistvu lahko doma okoli vrta nabereš.
Ko so pod spretnimi rokami še nastajali različni pirhi, je gospodinja budno pazila na ogenj v peči. Zdaj, če je preveč je rekel potle črn, če pa premalo, pa tudi spet ni fajn, pa premalo, ne bomo veliko dati. Tak. Ko pa peč pripravljamo, damo roko not, pa vidimo do 15 preštejemo za beli kruh, mogoče samo do 12, za črni kruh je do 15 moš prešteti. In če lahko roko tako dolgo noter držiš, te je peč dosti vroča. Že kot 15-letno dekle je gospa Slavica izkušnje nabirala pri kuharicah na porokah in drugih večjih slavjih. In tudi tokrat je bila skrb, da kruh ne bi bil dobro pečen ob pogledu na zlato rumeno zapečene hlebce odveč. Seveda pa je kot skrbna gospodinja pripravila tudi košaro za blagoslov jedi. Tule so take lepe pisanice, naše punce pripravile sosede pa hčere. Za veliko noč smo podali v košaro ene 3 jajčke, da bo žirnane lepo za veliko noč. Potem bomo dali hren not zraven. Tule še pa imam zrno. Zrno pa damo zato not, da je živina bolj zdrava, ki jo potle pokrmimo tudi živini, da je tudi žegnana za veliko noč. Na vrh še pa damo en kolač kruha. Ta košaro smo pripravili in jo nesemo k žegni. Na mizi pa so se bohotile še vse druge dobrote, ki jih bodo pri Rebernakovih na mizo postavili za veliko noč. Danes je vse več ljudi, ki živijo v hudi finančni stiski, zato je prostovoljno humanitarno društvo Lions Club Piramida Maribor, ki pomaga slepim, slabovidnim in vsem pomoči potrebnim, v sodelovanju s prvim mariborskim ženskim Lions Clubom Zarja in Centrom za socialno delo Maribor, danes 30 družinam razdelilo pakete pomoči s hrano in čistili. Pakete bodo dobile družine, ki trenutno se nahajajo v največji stiski in imajo otroke in je čas praznikov. Časi so hudi, pred velikonočni čas je. Navadno pač obdaruješ okoli novega leta Božiča. Smatram pa, da je tudi ta čas primeren, ker velika noč je le nek praznik, kjer ga ljudje slavijo v krogu družine. V Mariboru je potekalo zadnje srečanje članov Akademije Evropske prestolnice kulture, ki se ga je udeležil tudi novoizvoljeni mariborski župan Andrej Fištravec in poudaril vlogo kulture pri razvoju mesta. Naslov javne razprave je bil Evropske perspektive EPK. Uspešnost velikih projektov se meri tudi v njihovih naslednjih korakih. Prestolnica kulture je ponudila veliko kulturnih dosežkov in presežkov, meni Andrej Fištravec. Čeprav v proračunu mariborske občine ni predvidenega denarja za nadaljevanje projektov prestolovanja kulturi, se je novi župan zavzel za njihovo nadaljevanje. Kateri programski segmenti se vam zdijo še posebej zanimivi, intrigantni in bi si jih želeli inkorporirati v življenje Maribora v prihodnje? Torej urbane brazde, torej skupnostni vrtovi, semenska banka, potem seveda obiski tujih intelektualcev in umetnikov. EPK je pokazal, kako lahko nek sektorski kulturni projekt pravzaprav poveže celotno življenje. Jaz mislim, da je se kultura v lanskem letu pokazala na precej drugačen način, kot smo je v mariborskem in na splošno slovenskem prostoru vajeni, da smo razširili to področje boja, da rečem tako, iz kulture kot umetnosti na nek širši pojem, kultura kot ustvarjalnost, kot oblika sobivanja in da pravzaprav je treba v tem duhu nadaljevati. Ne nazadnje o tem govorijo tudi strateški dokumenti Evropske unije, ki bodo določali naslednjo finančno perspektivo. Mariborska zgodba 2013 je mogoča, če se bo ta oprla na evropska sredstva. Sodelujoči so poudarili široko kulturno mrežo, ki se je vzpostavila, korake kulturne diplomacije in oživitev mestnega središča. Po mnenju Draga Jančarja je projekt programsko uspel z infrastrukturnimi objekti, ki naj bi služili mestu tudi v prihodnje, pa pogorel. Visokima jubilejema delovanja in obstoja mariborske prve in druge gimnazije se z letošnjo 150. obletnico obstoja pridružuje tudi tretja gimnazija. V počastitev jubileja so sinoči v Lutkovnem gledališču Maribor pripravili literarno-glasbeno prireditev Besede izza vrat. Dijaki so tako s svojimi prispevki v maternem in več tujih jezikih pokazali svoj dar za jezike in razkrili tudi številne druge talente. Dogodek so namreč oplemenitili glasbeni in plesni nastopi. Na obisku pa so bili tudi nekdanji dijaki šole.
Da postaja Maribor vse bolj prepoznaven v rokometnem prostoru, skrbijo igralci Branika, ki so se v prejšnjem tednu uvrstili v četrtfinale pokala EHF. Sedaj jim bodo pri nabiranju dodatnih točk pomagali še reprezentančni kolegi. Skoraj 6 let je minilo od zadnje reprezentančne tekme v Mariboru. Tako kot tokrat je leta 2007 šlo za kvalifikacije na Evropsko prvenstvo, s tem, da bodo Makedonce zamenjali Islandci. Tekma v sredini naslednjega tedna bo dala odgovor, ali je naša reprezentanca sposobna z nadaljevanjem prikazovanja iger, ki jih je kazala na svetovnem prvenstvu v Španiji, ko je naredila kakovosten preskok naprej. Jaz sem vesel, da je bil ta korak tako hiter, to si, bom rekel, rokomet oziroma slovenska reprezentanca tudi zasluži. In še bolj vesel bom, ko bomo to potrdili. Jaz verjamem, da bomo to potrdili in da ne bomo padali nekam nazaj, kajti fantje vejo, kakšna je pot, po kateri morajo hoditi, in jaz se že veselim teh naslednjih tekem oziroma naslednjih prvenstev, da bojo lahko to potrdili. Tega si ne želi le peterica reprezentantov Gorenja, ampak kar vsi, ki so v naši izbrani vrsti in ki so igrali v Španiji. Za osvežitev spomina, na Pirenejskem polotoku je naša reprezentanca najprej izgubila polfinale proti domačinom, nato pa še tekmo za 3. mesto proti Hrvaški. Igralci Slovenije so izjemno dobro tehnično in taktično podkovani, da smo sedaj tudi, bom rekel, že s temi rezultati naredili, bom rekel, nek preskok v sami glavi oziroma miselnosti, da lahko igramo z vsakim, da lahko tudi vsakega premagamo, kar je reprezentanca nenazadnje dokazala. In to je tista kilometrina oziroma tisti skalpi, ki prinašajo, bom rekel, večjo rutino oziroma tisto psihološko samozavest. Islandijo, ki se ponaša z olimpijskim srebrom in katera se je na svetovnem prvenstvu v Španiji lotila reprezentančne pomladitve, lahko damo v enak kakovostni razred kot Slovenija. To pomeni, da nas v sredo čaka zanimiva tekma. V primeru zmage bo Slovenija vsaj do povratne tekme, ki bo 4 dni kasneje v Islandiji prevzela prvo mesto v skupini. Ameriškega tehnološkega velikana Apple na Kitajskem čaka okrepljen nadzor varuhov potrošnikov. Med drugim je obtožen tudi nezakonitega kopiranja programske opreme za svojo aplikacijo Siri. Še druge novice iz tujine. Ciper ne bo izstopil iz območja evra, je zagotovil ciperski predsednik Nikos Anastasiides, potem ko je država morala pristati na težke pogoje mednarodne pomoči, da se je rešila pred bankrotom. Banke na Cipru, ki so jih po 12 dneh v četrtek znova odprli, so danes odprte po običajnem urniku, pred njimi pa ni večjih vrst. Razmere na Korejskem polotoku se zaostrujejo. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je odredil pripravljenost vojske na raketne napade na Združene države Amerike in ameriška oporišča v Tihem oceanu. V odgovor na sodelovanje ameriških bombnikov B-2 v skupnih vojaških vajah z Južno Korejo. V primeru lahkomiselnih ameriških provokacij morajo severnokorejske sile brez usmiljena napasti Združene države Amerike, ameriška oporišča v Tihem oceanu, vključno s Havaji in Guamom, kot tudi tista v Južni Koreji, je dejal Kim Jong-un. Ruska raketa Sojuz, ki je v četrtek zvečer z 2 ruskima kozmonavtoma in ameriškim astronavtom na krovu vzletela iz vesoljskega centra Bajkonur v Kazahstanu, je po manj kot 6 urah dosegla mednarodno vesoljsko postajo. Gre za najhitrejši polet kakšne posadke do ISS-a doslej. Uspeh potovanja je pomembna spodbuda za ruski vesoljski program, ki so ga lani prizadele številne neuspešne izstrelitve satelitov. Po upokojitvi ameriških raketoplanov pa je Rusija sicer edina država, ki lahko do ISS prevaža ljudi. Številni filipinski katoliški gorečneži so na Veliki petek pred praznikom Velike noči, ko se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu, z bičanjem in pribijanjem na križ uprizorili zadnje ure Jezusa Kristusa. Na obredu v filipinskem mestu, ki je privabil množico turistov, so na križ pribili vsaj 24 moških, več 100 pa se jih je odločilo za bičanje z bambusovo palico. Takšni obredi, kljub nasprotovanju filipinskih škofov, potekajo na Filipinih že desetletja. Na Veliko noč pa v Belgiji opozarjajo izložbe polne čokoladnih dobrot. Belgijci so na svoje čokoladne mojstrovine ponosni. V državi je več kot 200 podjetij, ki se ukvarjajo s čokolado, imajo pa tudi več kot 2000 čokoladnic, muzejev in delavnic. Zajčke in jajčke vseh velikosti pa so za praznik pripravljali zadnjih 6 tednov.
Pri nas pa bo pretežno oblačno, dopoldne se bodo padavine pojavljale predvsem na zahodu, popoldne pa se bodo širile proti vzhodu. Topleje bo od 5 do 9 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne počasi slabele. Meja sneženja bo lahko tudi do nižin. Ob morju bo pihala šibka do zmerna burja, v severovzhodni Sloveniji pa zjutraj in dopoldne severni veter. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Velikonočne praznike bodo zaznamovali tudi deževje, taljenje snega in prehodna namočenost, zaradi česar bodo reke že danes naraščale po vsej državi in dosegle velike pretoke. Verjamemo pa, da si boste praznike zapomnili po čem drugem. Nasvidenje.